Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o zanimivi temi, tisto, kar je fizično tukaj v življenju, kar se vsem dogaja, in to je rast. Danes sem govorila z enim gospodom in je rekel, da se mu dogaja, da sedaj, ko dela na osebni rasti in ko se razvija, je prišel do zaključka, da določene ljudi je prerastel. Pa ni govoril tako, jaz sem mogočen, oni so pa nihče. Ampak je govoril, enostavno nimamo skupnih točk. Grem na piknik, ampak ne vem, o čem naj še govorim z njimi. Enostavno čutim, da sem jih prerastel. In kaj narediti takrat, ko občutite, da določene odnose ste prerastel in da v bistvu jih vzdržujete samo zaradi tega, ker ste pač navajeni, ker ste z njimi 10, 20, 30 let, ker pač tako je. Ampak vidite, da vsakič, ko odidete iz te družbe ven, ste bolj izpraznjeni, ste bolj brez energije, se pravi, ste sesuti, namesto da bi poleteli. No? In potem se pogovarjava in on razlaga, da kako načeloma dela on z ljudmi tako na poslovnem področju, da z nekaterimi ne rečejo, da prvo žogo ti si tak, ti si dober, ti si slab, ali pa mogoče celo, ker nekateri, veste, dobimo neka priporočila, le tega se pa pazi. Rekel, veš, jaz v odnose grem neobremenjen. In to mi je všeč, tudi jaz grem v odnose neobremenjena. In v bistvu vam pri vseh 100% pač zaupam. Ljudje smo dobri, iz tega grem. Res, da mogoče zveni na prvo žogo naivno, vsi so dobri, pa niso, Ampak potem, ko človeka spoznam, pač vidim, pač spustim, ali pa še dodatno dodam, In tisti, ki dodam, logično so z mano celo življenje in imam mnogo takih srčnih ljudi okrog sebe, so pa ljudje, ki se je na tej lestvici tako zmanjšalo, da enostavno sem jih dala tudi na črni seznam in pa si rečem, no ja, s temi ljudmi pa pač ni pametno češnje zobati. V bistvu, in zdaj ta gospod, kaj je rekel, kako on razloži, ko zaključi tako sodelovanje, reče, glejte, pač iste vrste ptiči skupaj letijo. Jaz sem recimo vrabec, ti si štorkla, dejstvo je, da štorkle pa vrabci še nikdar niso skupaj leteli. No in potem, ko se pogovarjava pa o tem, kako v bistvu prerastuje določene odnose in kako vedno izžet gre iz takih srečanj, se reka, no ja, ti zdaj praviš vrabci, mogoče pa nisi vrabec, ampak si orel. In do nedavnega si se z vrabci preganjal po živih mejah in ti je bilo všeč pa živeti med vrabci. Ampak zdaj, ko rasteš, ko se začneš zmeraj bolj se zavedaš, kdo ti si, ko rasteš, dejansko si spoznal, da ne pašeš več med te vrabce. In ja, seveda bi se šel z njimi igrati, ampak med njimi se ne znajdeš, ker si zrastel. Se reka, kaj pa če si ti orel? Ne pomisli, kaj pa če si ti orel? Ne more se orel igrati z vrabci, ne gre. In če vi čutite v vašem življenju, da ste prerasli določene odnose, da mogoče pa, ja, ko ste bili majhni, mlajši, ni važno, kako jemljete to, pač ste se dobro počutili v tej gruči, v tej skupini, v tej družini. In potem, ko zrastete, vidite, da ne pašete več tja. Zdaj pa kam pašete? In zdaj, če pogledamo orel. Orel visoko leta. Orel ima pregled, leti. Nikdar vrabci ne grejo v te višine kot orli. In ne bojte se svoje veličine. No in potem, ko sem razmišljala o tem, sem se spomnila na knjigo Skrivnosti milijonarjevega uma. Zelo dobra knjiga, pri založbi Ciara jo dobite, drugače je lahko tudi pri meni na spletni strani naročite, v glavnem, Skrivnosti milijonarjevega uma, in ko sem jo odprla, piše tukaj, datoteka v bogastvu. Bogati ljudje igrajo igro denarja, lahko bi zdaj rekli tudi igro življenja, igro zdravja, da bi jih zmagali. Revni ljudje igrajo igro življenja, denarja, zdravja,
da ne bi izgubili. In dejstvo je, da če mi v življenju gremo za to, da ne bi izgubili, da bomo iskali varnost, bomo vedno na strani majhnih, tistih vrabcev, veste. Pač tam bomo. Zato, če mi želimo zrast, in zdaj zakaj sem tole knjigo vzela, tukaj noter piše ena od stvari, kar mi leta nazaj, ko sem brala to knjigo, ostalo: če želite letati z orli, ne plavajte z racami. To tukaj noter piše. In ja, včasih hočemo nekam pasati. Pa vidimo, da smo prerastali to skupino, da ne moramo več, da se nam upira. Nič ni narobe z račkami. Račke so luštkane, se potapljajo, malo brskajo, malo gagajo in tako naprej. Ampak, če niste ti vrste ptič, mogoče ne pašete več tja. In vem, pa bi pa človek sebe hotel spremeniti. Bi hotel pasati to množico. Leta nazaj sem bila na enem od seminarjev Aleša Lisca. In na enem od teh predavanj je Aleš razlagal o tem, da bolj kot postajaš uspešen, bolj si sam. In potem sem jaz temu gospodu rekla, pa pač navad se na to, sprejem to, da si sam in začni uživati v tem. Nič ni narobe, super je. No, pa danes pri kosilu pa razlagam mojim dekletom, kako je bilo, ko sem pri malih 2 hčerkah sem bila 5 let doma, ker sem se odločila, da imam dovolj pač na poslovnem področju. In v bistvu sem se sama pri sebi smejala, sem rekla, no vidiš, jaz sem šla za 5 let v karanteno. Zdaj pa kaj je bil dogodek, da sem šla za 5 let takrat v karanteno? In potem so otroci komentirali, no mami, ti si še kar v karanteni, si še kar doma. Dejansko, kaj je bil tisti dogodek, da sem rekla, dovolj. Kot veste, jaz sem zrasla v mrežnem marketingu. In mrežni marketing je sestavljen iz raznih srečanj, kjer vsi ploskajo, kjer pač kakorkoli. To je bil eno obdobje mojega življenja, v katerem sem bila uspešna, kater mi je dal ogromno znanja, ampak sem ga prerasla. Kaj je bila pa zdaj tista točka, ki me je pognala naprej? Bila sem noseča za drugo hčerko, se pravi, je to 20 let nazaj. Imeli smo piknik, enkrat na leto smo imeli tak večji piknik za celo Slovenijo in takrat sem bila jaz pri tistih, ki smo organizirali ta piknik, s tem, da logično sem imela nadrejene nad sabo. In ta, ki je v bistvu bila šefica, nadrejena, je v glavnem štela ljudem, koliko bojo pojedali čevapčičev in v glavnem na koncu je ostalo ogromno hrane, po drugi strani so bili pa ljudje lačni in jim je kar tako dajala v vrečke, da se bojo doma spekali. V glavnem, jaz sem popelila takrat in sem rekla, da pač, če ljudje pridejo, če plačajo, pa jim dajmo jesti. Enostavno, lejte, poti so že šle narazen in enostavno je bil čas. In takrat sem bila noseča in sem rekla, veste kaj, jaz imam tega dovolj, da se z vami kregam dovolj in sem enostavno se odločila, da bom delala od doma. In sem začela delati od doma in je bilo to. To je bilo 20 let nazaj in sem še kar delam od doma. Veste, včasih te kakšna stvar mora pripeljati do tega, da ti filam poč, da vidiš, da nisi slišan, da ne gre več na ta način in da boš sebe ubil, če boš druge prepričeval, da se ne dela tako. In takrat je jasen klic tvoje duše, pa halo, a ne vidiš, prerastu si. No in kaj se je pa zgodilo po 5 letih, jaz sem brala, se razvijala, brala take knjige in prišla, logično, ko sem prišla nazaj, sem imela polno glavo novih idej, no in potem se je pa šele ta prava veselica začela. In zdaj, če gledam, kakšen blagoslov je bil to zame, cel ta dogodek teh, ali sosledje teh dogodkov, me je pripeljal do tega, da sem odprla svojo spletno stran, da sem začela delati preko interneta, da sem razširila poslovanje na knjige, ker to je tudi moja strast, ne samo pač zdravje fizično, duhovno zdravje, začela pisati. Poglejte, kako je to nekaj neverjetnega. Če bi nekdo meni rekel 20 let nazaj, da bom snemala YouTube posnetke, da bom pisala knjige, bi rekla, ti si zmešan.
To je nemogoče. Jaz sem poznala toliko izdelke o zdravju, da sem jih znala prodati. In to je bilo to. To je bilo moje znanje takrat. In zato poglejte, če vi čutite, da ste prerasli ta lonček, v katerem ste, da ste tako kot roža, ki enostavno ne more več rasti, da ste v določeni skupini dosegli maksimum, dovolite si vzeti nekaj časa, da premislite, kje je vaša strast. In ko boste vi premislili, kje je vaša strast, verjemite mi, ko boste lahko spustili delček te varnosti, se bo nekje drugje odprlo tisto, kar vas bo nahranilo. Priložnost za rast. Jaz vem, da zdaj mogoče razmišljate, ja, ampak so taki časi, zdaj ni varno razmišljati o premikih, zdaj ni varno, se strinjam, ni varno, če gledaš z logike, nič ni varno. Dejstvo je, da ta trenutek so časi bolj zaostreni, kot so bili kadarkoli prej. Ampak mogoče bojo pa čez 10 let še bolj, saj ne veste. Mogoče imate pa idejo, s katero boste ljudem zdaj pomagali do boljšega življenja. Ne vem, ampak glejte, nekaj imate v sebi, vsak izmed nas ima nekaj v sebi, s čimer lahko prispeva. No, zdaj pa druga stvar. Kje pa tista elastika, pa sem spet pri tej moji elastiki, ki nas vleče nazaj, da ne naredimo. Ne? Jaz se recimo odločim pa rečem, jaz bom naredila v življenju premik, bom nekaj naredila, ampak imam neke programe, ki me vsakič znova potegnejo nazaj. In te programe sem dobila od 2 osnovnih ljudi v mojem življenju in to sta starša. Pa zdaj tukaj ne krivimo, da taka sta, ampak dejstvo je, da vsak dobi tisto porcijo, ki jo potrebuje, se pravi točno take starše. Kaj je tista stvar, kar vas najbolj moti pri vaših starših? Oziroma, kaj vas je najbolj motila? In to je tista točka, zdaj ko dobite odgovor, to je tisto, kar imate vi za predelati v vašem življenju. In to je tisto, kar vas zadržuje, da ne morete naprej. Dokler ne boste tega počistili v svojem življenju, toliko časa ne morete naprej. In pomislite, najdi si varno službo, bod pridna, ubogaj, bod v redu, da je tako, kot je. To so vzorci, ki vam v vašem življenju ne koristijo. Dejstvo je, da tale moj kanal gledate predvsem ženske, zato bom govorila za nas ženske. Glejte, ženske šele zdaj postavljamo svojo vrednost. Če pogledamo, vlada je sestavljena pretežno iz moških in še tiste ženske, ki so v vladi, so bolj možače kot pa ženske. No ja, ne bom govorila o tem, ker skoraj nič ne vem, ker niti ne vem, kdo je v vladi, ampak dejstvo je, da za tisto Markel pa vem celo. Pa zgleda, kaj je en desc. A je to tako? Pa še za kakšno, Ne vem, če gledamo tisto, ki je bila leta nazaj, železna lady. A je bila Margaret Thatcher taka možača? Dejstvo je, da je čas za žensko energijo. Ženska energija je pa drugačna, je pa mehka, sočutna, mila, povezovalna. Ženska energija je tista, ki ni preračunljiva, in če vi v vašem življenju kalkulirate, to je moška energija. Tega vi ne rabite. Ženska energija je tista, ki verjame v to, ja, mogoče je malo naivna, da za vsako zimo pride pomlad. In dejstvo je, da za vsako zimo pride pomlad. Ženska energija je tista, ki verjame, da drobna ideja ali pa drobno seme bo zrasla v nekaj večjega. In zdaj pomislite, mnoge izmed vas imate ta blagoslov v svojem življenju, da ste mame. Veste, ko ste zanosile, ste že čutile spremembo v svojem telesu, da se je nekaj začelo dogajati v vašem telesu in vedeli ste, da iz tega bo zrastel otrok. Je to tako? Čutile ste, da bo nekaj čudovitega nastalo. In zdaj, ko gledate svoje otroke, vidite, ja, nekoč je bil samo, prišlo je do spočetja in ste se že prvi dan skoraj drugače počutile. Ravno tako je pa s temi novimi idejami. To je seme. In ko vi upate nekaj narediti v tej smeri, nekaj drugače, nekaj, kar se mogoče na prvo žogo ne izplača, kdo pa kupil, se kje boš pa najdla kupce, se ne znaš, se ne zmoreš. To ni ženska energija, da se razumemo.
To je moška energija. To je moška energija, ki hoče vso to žensko strast dati pod pokrov, zato ker ženska naj bo doma. To je tako meni rekel moj prvi fant, ko sem imela manj kot 18 let, je rekel, ženska naj bo doma, privezana na mesto psa. Meni gre še zdaj na bruhanje od tega. Ne pomislite. In to je še slovenska pesem, ena je ta, ženska naj bo doma, nekaj takega. No, v glavnem. In dejstvo je, da tukaj se res spreminjajo zadeve. Ne? In zdaj, ženska naj bo doma privezana na mesto psa. Se pravi, ima moški vso svobodo, ženska naj bo pa tista, ki dela, pa naj bo tih, ja, lahko malo bevska, ker ima slab dan. Ampak tega obdobja je konc. Tega obdobja je konc, drage moje. Obdobje ženske kreative prihaja, je tukaj. Glejte, tale neverjetna kreacija, Tine Skaze. Tina je tako neverjetna dušica, ona pravi, da rojeva slike, da in vedno se najde kupec in vedno se najde nekdo, ki ga pokliče, ki jo pokliče, njena kreacija. In verjemite mi, tudi vi imate te talente. Če gledam karte Prehod v novo dobo, Katarina Vidmar, ravno tako svojo umetnostjo širi zavedanje, energijo, moč. No in če rečem prav za te nemške karte, zdajle sem dobila tako neverjetno, prejšnji mesec, največja založba, eterična založba v Nemčiji je opazila karte Prehod v novo dobo v nemškem jeziku, Übergang in eine neue Ära. In dobila neverjetno recenzijo, ker je urednica napisala, ko sem odprla to modro škatlo, me je po celem telesu sem dobila kurjo pot, dobila sem toploto, nekaj se je premaknil in to so karte, ki bi jih mogel imeti vsak, ki zdaj v tem trenutku občuti, da potrebuje majčken podpore pri pozitivnem mišljenju. Wow! In ja, glejte, najdle so pot do ljudi. In verjemite mi, tam, kjer je volja, je tudi pot, se odpre. Tam, kjer je vaš navdih, se bo nekaj zgodil. Tako pač je, tako grejo stvari. Se pravi, ta prvo je čustvo, ampak ne čustvo, kaj pa če mi ne uspel, kaj pa če ne noben kupil, kaj pa če bom propadla, kaj pa če bom imela zdaj te karte do konca življenja tukaj v skladišču, kaj se bo pa pol zgodil, joj, kaj pa, ne. Jaz sem karte dala delat in tukaj so in vem, da bojo najdle pot. Zdaj, s kakšno brzino, nimam pojma. Glejte, ko sem te karte naredila, Prehod v novo dobo v slovenščini, moji distributerji so rekli takrat, ko sem dala napisan 3000 komadov kart, so rekli, če sem, no, nam rekla, da točno besedo, da so uporabili, če sem nora, ampak so rekli, a pa si se pozanimala, koliko kart se proda na splošno? Sem rekla, ne. Sem rekla, koliko se jih pa proda? Ja, mi jih prodamo okrog 300, 300 je ponavadi naklada. Sem rekla, no ja, jih bom pa prodajala do penzije. A vam nekaj povem, 4 leta so na tržišču in dejstvo je, da v enem letu jih bo zmanjkalo. Wow! A vidite? A ni nekaj neverjetnega? Se pravi, te karte Prehod v novo dobo so nagovorile kar nekaj ljudi in jih podarjajo naprej, zaradi tega, ker drugmu želijo dobro. In zdaj, če zdajle pogledam Prehod v novo dobo, ker smo na Prehodu v novo dobo, ker vi ste orli, ki letite, ker vi ste prerasli tiste lončke, ki vas omejujejo, ker vi je čas, da greste naprej. No, da vidimo. Čas je, da se vam poveča energija, imejte se bolj radi in bolj se cenite in zato se začnite gibati. Gibanje vam bo pospešilo energijo. Naslednje sporočilo je prišlo. Vi ste modrost. Ti si modrost. Moje srce je čisto in lahko sprejema večno modrost. In zdaj bom tole prebrala. Modrost. Globoko v sebi se zavedam skrivnosti življenja.
Ko prosim za modrost, sem hkrati blagoslovljena z ljubeznijo, z izobiljem in z mirom. Moja duša pozna vse odgovore. Moja duša pozna vse odgovore. Naše duše so veličastne. Za vse tiste, ki mogoče ne veste, koliko je velika vaša duša, preberite knjigo Angeli v mojih laseh od Lorne, nekaj na B. In tam noter v tisti knjigi piše, da je ogromno angelov brezposelnih, ker jih ljudje ne prosijo za pomoč. Ampak zdaj, če primerjamo angel ali pa naša duša, kaj je večje? Verjemite mi, naša duša je bolj veličastna, je večja, je neverjetna. Naša duša ima res veličino. In zdaj dejansko prihaja čas, da se bomo skozi dušno energijo izražali, da bomo govorili, da bomo kreirali, da bomo delali to, kar je mogoče izven cone udobja. Prejšnji dan, veste, kakšno idejo sem dobila, kakšno sporočilo sem dobila pri meditaciji in me še plaši. Ni to cona udobja, ampak da ne začnem, da ne odprem še en YouTube kanal in ne začnem v angleščini snemati. Mi plašljivo, zaradi tega, ker je moje mnenje, da ne govorim dovolj tekoče angleščino, oziroma jaz razumem vse angleško, ampak ker se ne izražam dnevno v angleščini, je moja angleščina, tako kot pravijo moji otroci, kot bi bila iz Indije. No ja, mogoče me bo pa kakšen Indijec slišal. To je izven cone udobja in bom videla. Zaenkrat še ne bom začela delati, ampak če bo dolg časa moja duša mi trkala, začni, dej, se bom spustila v to. In možno je, da se bom. Ne, možno. Zdaj sem že dobila idejo, pomeni, da se bom. Da enostavno, če še bolj nora zadeva, pač naredim. Tako kot pri telih kartah. Če je še bolj nora ideja, naredim. Šla sem se gola kopati v Bohinj, šla sem k jezeru, dobila idejo, kaj mora biti na kartah, dobila sem uvide, kaj mora biti, da bojo nastale karte zdravljenja. In so nastale. Če je še bolj nora ideja, dajte poslušati. Zdaj pa druga stvar, če je pa še bolj nora ideja od nekoga drugega, pa mogoče dvakrat premislite. Zato, ker včasih nas kakšna stvar ali pa kakšen človek, pa kakšen odnos hoče spraviti na tanki led, kjer bomo potopili se, kjer bomo utonili, kjer se nam bo pod nogami porušilo. Zato poslušajte te svoje sporočila. In dobro, jaz še nisem tam, ampak mogoče za tiste, ki ste bolj zgodni kot jaz nisem jutranji tič, ampak okej. Zjutraj ob 4 je epifiza najbolj dejavna in ker je najbolj dejavna, tudi takrat najlažje vzpostavimo povezavo s svojo dušo. In če ste jutranji tipi človeka, v tem primeru dajte zjutraj meditirati in boste videli, kako boste dobivali signale, naredi to, kako naredi. Enostavno se vam bojo začeli klikarji sestavljati skupaj in boste videli, kako boste dobili hitro odgovore na vaše vprašanja. Ja, ampak prva stvar, treba je pa svoji duši poslati vprašanje. Se pravi, ko se vam zaštrika v življenju, ko ne veste naprej, si predstavljajte tako kot balonček, ki ga, ali pa, ja, kot bi balonček napolnil s svojim vprašanjem in ga pošljite svoji duši, da pride potem odgovor nazaj. In sploh, če zjutraj delate meditacijo, če zjutraj meditirate, boste videli, kako hitro boste dobivali odgovore, kaj je potrebno narediti. Tako enostavno je. Ali pa tako kompliciran, kakorkoli vzamemo. Tako da, ja, današnje sporočilo je preprosto. Sledite svojemu srcu, ker če vidite, da vas okoliščine ne podpirajo več, pomeni, da ste prerasli okoliščine in da je čas, da greste naprej. Pač vaša duša je tukaj na potovanju in vas hoče pripeljati do tega, da naredite v življenju ključne premike. Uživajte in naj vas življenje podpira pri vsem tem, kar delate.